Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo popotovali v Izrael. Govorili o tem, kako preprečiti stres, kako shujšati v tem pomladnem času. V studiu namreč gostimo specialista klinične psihologije, avtorja številnih strokovnih člankov in tudi 3 strokovnih knjig, ki pa je bil dolga leta tudi predsednik judovske skupnosti v Sloveniji. Lepo pozdravljeni, gospod Andrej Kožar. Dober dan želim. Naštela sem le delček vsega, kar ste počeli, poskušala se bova tega dotakniti v tej pol urice, ki nama je na voljo, pa morda začneva pri tem, kar je danes sila aktualno. O stresu veliko govorimo, govorimo o posledicah stresa. Vi ste o tem pisali. Kako preprečiti stres? Je to možno? Stres vpliva vsak dan na nas. Ne moremo se mu ogniti, lahko samo v sebi naredimo, da smo manj občutljivi, da lažje prenašamo, da lažje odpravljamo morebitne posledice. Ampak stres je vsak dan tu, deluje na nas, to so konflikti, to so odnosi. Pomembno je torej, kako se posameznik obnaša, kako odreagira v stresni situaciji, da so čim manjše posledice, kajti resnično so lahko tudi zelo hude. Ja, lepo ste rekli, sem slišala, lahko v sebi naredimo. Torej, ni odvisno od naše okolice, ampak od nas. To je lahko že navezava na vašo drugo knjigo, ki pa je, mislim, da Avtogeni trening. Drži, to je že pred leti in šla knjiga. Avtogeni trening je nekako v javnosti znana metoda za samosproščanje, zelo enostavna in ljudje pač ne potrebujejo pomoči, zato sprejmejo, da določene svoje mehanizme nekoliko spremenijo, da dihajo sproščeno, da mislijo sproščeno in tako dalje. To so ene vaje za samosproščanje, bomo rekli, koristno. Vaje, ki se jih lahko nauči vsak. Vsak zelo enostavno. Ne potrebujete nič drugega, razen poznati teh 6 vaj. Sama ima vsaka vaja en stavek, ki je potrebno v sebi nekako predelati, navaditi se na to sporočilo, ki vsaka vaja prinese. Kakšen stavek, recimo, kot primer? Najbolj pogost, miren sem in sproščen sem. Sam sebi reči, spoznati to, globoko dihati in tako naprej. V nekem sproščenem vzdušju vplivati na sebe, da pobegneš od tiste tenzije, napetosti, da se enostavno sprostiš. Sam sebi rečeš, pa zaslužuj si, a ne? Tako kot bi nekaj dobrega naredil in potem rečeš, fino, zdaj sem naredil, zdaj sem končal, zdaj se bom pa lepo sprostil, a ne? Torej, na tej svoji samopodobi graditi je pomembno v življenju? Nekateri se tega ne zavedajo, ampak jaz mislim, da to počnemo celo življenje pravzaprav. Se ne moreš drugače. So obdobja, ko delaš stresno, pa takrat nimaš časa se s seboj ukvarjati. In potem deluje počasi že, a ne? Nas začne spreminjati. Potem pride obdobje, najbolj enostaven primer bi bilo, pride čas dopusta, ko so prazniki in tako naprej. Ko gremo bodi si v družbo, bodi si, ne vem, na rekreacijo, bodi si v hribe, morje, karkoli, ko se človek sebi posveti. Torej, ne posegati po kakšnih tabletah, bolje se naučiti globoko dihati in vaje avtogenega treninga, ki so dostopne vsakemu. Tudi drugi načini so, ne le avtogeni trening. Ena osnovnih je pravilno dihanje, recimo, to je najbolj enostavna zadeva, ki pa zelo pomaga, da se človek sprosti. Hoja, tek, telesna aktivnost in tako dalje. Tega je zelo veliko. Pomembno je, da se zavedamo, da to potrebujemo. To zavedanje je pomembno in 5-10 minut se vedno najde. Sam, če razumemo, da nam je to nujno potrebno. Spomnim se nekega direktorja, ki mi je zaupal, da kadarkoli je na neki seji bilo zelo napeto, neko, prostite, mora na WC, in je šel tam in se usedel, seveda na zaprto školko in je naredil kratko vajo sproščanja in se vrnil nasmejan in razpoložen in rekel, lahko nadaljujemo, izvolite, da je bilo vse v najboljšem redu,
Ja, še eno je področje, o katerem ste vi veliko ne le govorili, tudi pisali, ki se mi zdi zanimivo. Mislim, da sem si prav zapomnila stavek. Vi pravite, hipnoza je boljša od tablet. Tukaj razvijate tudi, če govorimo o avtogenem treningu, samo hipnozo. Lahko rečeva kaj več o tej hipnozi. Mi nekako, povprečni ljudje, hipnozo, besedo povezujemo s cirkusom, hipnotiziranjem. Niste mislili najbrž na to? Najprej da povem nekaj malega o zdravilih. Zdravila so pravzaprav nujna, ker dokazano je, da najmočneje vplivajo. Vplivajo hitro, vplivajo sistematično, to se pravi točno na določeno problematiko zdravstveno. Problem je, kadar nekdo začne nekontrolirano in preveč tega jemati. Tudi tisti, ki nasplošno odklanjajo zdravila, moramo vedeti, da so situacije, ko brez tega preprosto ne gre. V psihoterapiji nasplošno rečemo, ni potrebno, ampak kadar je hudo, pa bolje, da vzameš, da se pacient saj toliko umiri, sprosti, da pride k sebi, da rečem poenostavljeno, da potem sploh lahko nek psihoterapevtski proces začneš. Toliko o tem. Hipnoza je pa nekaj drugega, kar nam ne samo kot metoda, ampak po tistem, kar je v tej metodi noter, in to je poseg v našo podzavest, ker drugače, jaz ne poznam drugačnega načina, kot s hipnozo prideti v podzavest človeka, sami ne moremo. Zavest je čisto drugače oblikovana kot podzavest in če te dve sferi človeka se ne ujemata, so težave. Ne reče nekoliko strokovno, so nevrotične, so vedenske, razne težave ven pridejo, zato ker podzavest ni sinhronizirana z zavestjo in obratno. In s hipnozo lahko pridemo do podzavesti in zelo poenostavljeno povedano, na nek način tam red naredimo. Kot nekakšna klet, ki pospravimo. Seveda, to je zelo poenostavljeno, ampak toliko, da lahko razumemo, torej, da je možno vplivati na neke procese, ki so noter zapisani in smatramo sicer, da so slabi za nas. Recimo od kajenja, od preveč uživanja hrane, mnogih drugih strahov, tudi pred nastopanjem, če hočemo. Sploh pa mislim, da je področje strahov, ki jih je zelo veliko. Panika in strah, tega je zelo veliko. Mene presenetilo, bomo pozneje kaj več mogoče rekli o tej samohipnozi, zelo veliko ljudi je prosilo, ker nenavadno se mi zdi tega malo. In ugotoviš, da je neke panike, ki nima odzadaj nobenega ozadja, ampak samo boli in je težko prenašati panični strah. S hipnozo lahko možno vplivati na to vedenje, da se ga izbriše, bom rekel. Da se zelo veliko pomaga. In samo hipnozo pa oseba sama lahko naredi. Pa stroka posega, vedno bolj strokovna medicina, mislim, po hipnozi, ali jo še vedno ne uporablja dovolj? Nažalost ne. Uporablja se, ni prepovedana, ni pa uradno v doktrini. To se pravi, ni kot predpisano neko terapevtsko pomagalo oziroma neko medicinsko sredstvo, ni pa prepovedana seveda zato, ker obstaja tudi izobraževanje, medicinsko izobraževanje o tem in psihoterapeuti, mislim, da jih kar precej, sploh pa zadnjih nekaj let, čedalje več uporabljajo, zato ker so rezultati dosti dobri. S psihoterapijo je pa vse skupaj mnogo počasneje kot s hipnozo, sploh pa določene stvari, ker danes točno vemo, kaj hitreje dosežeš spremembo kot recimo s klasično psihoterapijo. No, omenila sva že samohipnoza. Kaj to pomeni? Da se lahko sami sebe hipnotiziramo? Da. Sama tehnika je zelo enostavna. Nekateri ljudje celo mislijo, da je to, samo določeni ljudje imajo neke sposobnosti za izvajanje hipnoze, pa to ne drži. To je enostavna tehnika, ki pomaga osebi, da se globoko sprosti. To je tudi ena splošna definicija, da je hipnoza, hipnotično stanje, eno posebno stanje zavesti, v bistvu je najbližji zelo, zelo globoki sprostitvi. Če to vemo ali ne, dogaja se nam pogosto, recimo vozimo avtomobil in se pripelješ nekaj in mi rečeš, sploh za 2-3 kilometre ne vem, kje sem bil. Točno.
Se to je v bistvu hipnotično stanje. Sam sebe sem spravil, da sem se minimum zavedanja sem uporabil, da upravljam z vozilom, a v bistvu sem bil nekje drugje. Kolikokrat beremo knjigo in prideš ali članek, če sem pisni, prideš do konca in ugotoviš, da sploh ne veš, kaj si bral, a oči so šle čez tekst in ne veš nič, ker si bil pravzaprav nekje drugje. V bistvu si se sproščal. Točno tako. In bil si sam seboj nekje v bistvu. A ne? Ja, in na ta način, s to samo hipnozo, torej brez ne vem koliko denarja potrebnega, za komu si lahko pomagamo tudi pri težavah, kot berem tukaj na tem CD-ju, tako pri odvajanju od kajenja, kot tudi pri hujšanju, kar sem uvodoma omenila. Bojda imate dobre rezultate. Če se že omenila kajenje in hujšanje, mene so prosili nekateri pacienti, da to pravzaprav naredim, so rekli, pa zakaj moram zdaj tebe obiskovati in izgubljam čas Ines in ti, daj ti to lepo spravi, se enostavna stvar, spravi na audio, CD-je pa in tako je prišlo do komercializacije tega. Ampak sem mislil, da kajenje bo največ ljudi posegalo, hujšanje pa, da to ljudje ne bodo, so diete za to, kaj bodo oni, a ne? Zgodilo se obratno, da za kajenje, mislim, eno samo smo, en sam CD smo prodali, odvajanje od kajenja, to ne pomeni, da jim ne bi pomagalo, ampak da nekako kadilci imajo en drugačen odnos do teh stvari. Za hujšanje pa zelo veliko in z čudovitimi rezultati. Namreč pri hujšanju, mislim, da bi to bilo koristno, če dovolite. Ja, zelo. 3 stvari so potrebne. Zmanjšati vnos kalorij. Tako je. Povečati telesno aktivnost in v svojih možganih sam sabo narediti red. Tisto prvo dvoje, vsi vemo, da je to treba, ampak to je težko narediti. Ma ni težko narediti, gre za tebe se razumeti. Verjetno je treba tisti to tretje, red narediti, ne? Ja, imamo načine hujšanja, kar zadeva diet, poznamo to, tega je veliko, vse imajo svoje prednosti in pomanjkljivosti, različne diete, ampak dokler človek ni dovolj, da reče, jaz bom shujšal. To je mnogo premalo. Pomembna je samo podoba. Tisti, ki je prepričan, da želi res shujšati, mora tudi si spremeniti samo podobo. Vnaprej. In potem se tudi telo obnaša samo tako, kot je v samo podobi. Če sebe doživljam kot izredno debelega in celo na nek način mi to celo všeč, nobena dieta mi ne bo nikdar pomagala. Če jaz preprosto želim biti postaven in to je nek moj ideal in cilj in to uspem nekako v svoji podzavesti zapisati, je z lahkoto potem ljudje dosežejo z neko lahko dieto in povečano aktivnostjo dosežejo svoj rezultat. Torej, to izkušnje kažejo. Zelo. In so hitri rezultati? Koliko časa je treba vztrajati na tej samo hipnozi? To je samo izkušnja, nič drugega, ni nobenih raziskav, da bi zdaj postregel. Kakšne 2 tedna, pa recimo maksimalno 3 tedne, to bi že bilo mogoče še skoraj da preveč. 2 tedne je dovolj, da človek naredi enkrat na dan, ampak vsak dan vajo, ki traja 10-12 minut, v bistvu samo posluša CD, ki je z krasno glasbo v ozadju in se prepusti, sprosti. In bolj, ko se prepusti in sprosti, bolj bo učinkovalo in potem tisto v sredini, ko je človek zelo sproščen, sliši določene stavke, ko mu spreminja samo podobo, navaja ga, pripravlja ga, utrjuje mu njegovo voljo, da v tem uspe in tako dalje. In to se zapiše in je to tudi dovolj časa, da v tem času tudi diete začnejo delovati, ker ne začnejo, to veste, zaradi teh metaboličnih sprememb ne morete škodljive so celo tiste diete, ki zelo hitro delujejo. To je dovolj časa, da potem proces hujšanja se začne in čez določen čas bo oseba dosegla rezultat, cilj svoj. Ja, vse se začne v nas. Sicer pa, gospod Kožar, vi ste v vaši praksi, v vaši karieri delali na veliko različnih področjih, delali v in z veliko podjetij, tudi področje bolnišk, to je ta 3. knjiga, ki sem jo omenila, verjetno je to tisto, kar je podjetja še najbolj zanimalo. Kako je danes? Kako ta gospodarska kriza vpliva? Je tukaj povezave z bolniškimi? Popolnoma drugačni časi so danes kot takrat, ko smo v zgodnjih 90-ih let, nisem bil samo jaz, bilo nas je kar nekaj ljudi, ki smo delali na tem. Začelo se je v
naši tovarni avtomobilov v Novem mestu s francoskim znanjem. Danes bojim se, da je odnos do ljudi drugačen, ta kapitalizem, v kateri smo zdaj že globoko, ne postavlja človeka v ospredje, tako kot smo nekoč bili vajeni. Ampak francoski kapitalizem, pač njega poznam, postavlja človeka v ospredje, ker pravi, da vendar je človek naredil vse skupaj. Od ideje do vzdrževanja, do same produkcije in tako dalje. In tam, ker ljudje niso motivirani za svoje delo, imate stranske nezaželjene produkte, med drugimi tudi povečana bolniška. Ni problem, tudi tam nikdar ni bil problem biti bolan, biti odsoten zaradi tega. Mi smo se ukvarjali s tem, da smo ukvarjali se s človekom, njegovo motivacijo in vkolikor smo tam čutili, da je, ali pa izmerili, da je bil premik motivacije, potem tudi bolniška začela upadati. Ampak tisti škodljivi del, nikdar nismo nikomu rekli, da če si zbolel, pa da ne sme iti v bolniško. Prepuščamo njemu, pravzaprav samemu, in tam, ko so ljudje, da z veseljem hodijo delati, ali pa da čuti dolžnost. Ne morem jaz to pustiti, jaz moram tisto dokončati, pa tam moram biti in želim še tisto do konca narediti in tako dalje in vplivati na neke procese in z ljubeznijo hodijo do tega, potem pravim bolniške samo na nivoju tistih 2 do 3%, ko so ljudje običajno res bolni, nič več. Del vaše poslovne kariere pa ste, mislim, da kar 10 let delali kot psiholog na Dobu, zaporih, torej se družili z zaporniki, en del teh let tudi, verjamem, da se ga gledalci po imenu še vedno spomnejo, Metoda Tropca, serijskega morilca, in nekako konec lanskega leta je izšla ta knjiga Pozabljene v krušni peči. Predvidevam, da je povezano z vašim poznavanjem Metoda Tropca. Najprej, če dovolite nekaj zelo iskrenega, bi rad povedal, da je delo psihologa, mislim, da smo kot profesionalci vsi, tu ni neke razlike. Dosti lažje delati, ko imaš nekoga kot pacienta, kot če imaš tako moteno osebo, sodelavca, prijatelj mi ne more biti, nekoga, s katerim v socialnem miljeju živim. Profesionalni odnos je vedno nekaj drugega. Jaz sem večkrat povedal, v 10 letih niti enega konflikta ali problema z obsojenci nisem imel. Niti enega ne. Pa ste se srečali s Tropcem? On je bil 3 leta moj pacient. Res je, da smo se o tem poskušal, sem se z njim nekajkrat pogovarjati, samo on je pravzaprav to vedno odklanjal. Tako da indirektno, seveda, sem nekako čutil, slutil, vedel, kaj se je tam zgodilo, kako on razmišlja. Te stvari so bolj plod nekega sklepanja oziroma opazovanja. Samo o tem se ni on želel pogovarjati nikdar, ni na sodišču, ne nikoli. To je bagateliziral to. Torej nikoli ni povedal, zakaj je razkosal, sežgal, pokopal teh 6 žensk, koliko je dokazano? Mogoče tu, če dovolite, da takoj odidem, ne, ni. Torej, odgovor je, da ni. Poskušal sem s knjigo nekaj drugega. Njegova osebnost je tako enostavna, da nisem se kaj dost s tem ukvarjal in z tem tudi ne. Jaz sem želel druge 2 stvari. Ena je, to so te dame in žene, oziroma dekleta in žene, teh 6 žrtev, pokazati, kako znamo včasih biti lahkoverni, nasest nekomu, da to se lahko skoraj vsakemu lahko zgodi, če si sam v neki stiski, ko nisi dovolj pozoren. Vse te dame so tudi bile v stiski in nekako se srečale z njim. Pogosto o nekih, tudi če gre samo za prometno nesrečo, o žrtvah ne govorimo nikdar več, in hitro pozabimo, ali so plod nekega drugega kaznivega dejanja. Ampak se v glavnem popularen je tisti, ki nekaj ušpiči. In vsi bi se radi o Tropcu pogovarjali ali pa nekomu drugemu seveda. Jaz pa pravim, dajmo se enkrat spomniti žrtev, zato so pozabljene. Tisti naziv je pa malo potem
kje se je to zgodilo in tako dalje. Torej, o njih sem nekaj napisal. Mislim, da zato roman ni tako težek, kot vsi mislijo na začetku, to pa ne bom bral, to je hudo. Ni zato, ker on ima seveda dosti pozitivnega, seveda govorimo o teh dekletih in ženah, njegovih žrtvah. In tudi poskusil sem nekakšen konstrukt, ki ni rečeno, da je pravilen, lahko bi nekdo drugače videl zadevo od strokovnih ljudi, kako je prišlo do razvoja te osebnosti, vendarle Tropca, o njemu zdaj govorim, kako so kriminalisti sami pri sebi odkrivali, ne da bi direktno njega omenjal, ampak kako so oni poskušali odkriti zadevo in le kakšen človek je on mogel biti. In v teh njihovih razmišljanjih se pojavlja razlaga njegove patologije. Slišala pa sem, da pripravljate še nekaj knjig. Drži? Drži, samo bomo drugič o njih, ne? Drugič predlagam, ja. Ja, da nam ne zmanjka časa, rada bi se dotaknila še enega pomembnega poglavja. Veliko ste delali na tem, rekla sem že, dolgoletni predsednik judovske skupnosti v Sloveniji ste bili. Lahko bi vas predstavila z dvema priimkoma, Andrej Kožar Bek. To je priimek. Uradno nisem ga nikoli dal zapisati, to je priimek, dekliški priimek matere, dosti tipičen, no, malo, da bo tudi, da popestrimo. Spominjam ljudi na Bek pivo, Beks, ker so znani pivovari v Nemčiji, menda tudi eni večjih izdelovalcev, pridelovalcev piva, tako da to ni tako redek priimek sploh v Evropi. Judovski priimek je tudi zelo veliko judovskih priimkov, pri nas pa ne vemo, ne bi zdaj nekaj ljudi iz javnosti, ne bi rad, ampak so, ker niti ne pomislimo nikdar, so priimki, ki ne vemo, kaj pomeni. Če je mlinar, mlinarič, to nam je vse jasno, so pa priimki, ki ne vemo, kaj pomenijo. In sem šel raziskovati za najdu 137 dobesednih, zdaj nerodne pravi zdaj omeniti kogarkoli, dobesedno nekaj pomeni v hebrejščini, torej jezik. Koliko članov ta judovska skupnost v Sloveniji šteje? No, uradno je teh, bomo rekli, dobesedno članov 150, vendar je zelo veliko ljudi, ki bodisi ne želijo biti člani. Mi smo registrirani kot verska skupnost, to nam zakonodaje dovoljuje, drugih, dobro, lahko bi bili kakšno društvo. Veliko ljudi, torej, ki noče biti učlanjeni, ampak pridejo kdaj pa kdaj in tako dalje. So ljudje, ki vedo, da so judovskega rodu, pa ne želijo o tem se niti pogovarjati, niti družiti, niti kakorkoli poudarjati to svoje poreklo. Potem nimaš seveda, ne kaže te ljudi kakorkoli siliti v to. Tako da jaz verjamem, da jih je več 100, težko bi pa neko drugo številko ali precizno številko povedal. Seboj ste prinesli tole izredno lepo in zajetno knjigo, žal mi je, ker težko pokažem fotografije iz nje, iz Izraela. Tukaj na naši mizi je tudi iz Jeruzalema. Kaj je tole? No, to je en spominek, ki je najbolj pogost in kadarkoli gre, kdo pa vpraša, če kaj želim, da mi prinesejo, reče, da mi ta suvenir prinesi zato, ker rad podarim nekomu, ki mu to nekaj pomeni, ki je katoliške vere. Gre za sveto olje, sveto zemljo in sveto vodo. Torej, je suvenir prav iz Jeruzalema kot simbol. Vi večkrat potujete verjetno v Izrael, v Jeruzalem, ne nazadnje imate sorodnike tam. Tako je, ja, imam sorodnike, pravzaprav več kot tukaj so po vojni odšli, dober del naše družine po materini strani živijo v Izraelu, imamo redne stike in se obiskujemo, bodisi oni radi pridejo kot turisti, to bi rad poudaril, da je zelo veliko turistov iz Izraela pri nas. Po drugi strani, no, eno zanimivost, enkrat sem bil v Tel Avivu po noči na letališču in dremaš, čakaš, te moraš biti več ur prej in se zagledam eno skupino redovnic in enega patra in sem ga ogovoril, gospod pater Peter, dober večer ali dobro jutro, ne vem, kako bi vas ogovoril, in me pogleda, pravi,
ti pa nisi iz moje fare. Se je rekel, seveda, ali vi niste, no, kakorkoli. Se rekel, nisem, ampak poznava pa se, a ne? In se ga spomnil, kje so se spoznala. Torej, zelo veliko naših, bodisi vernih oseb iz duhovništva, bodisi ljudje kot turisti radi odidejo. Le sveta dežela, a ne? Je izredno zanimiva in toliko tega je tam za videti, da dejansko. Ja, že v tej knjigi vidim vsega veliko. Ampak, če se še malo povrneva k tej judovski skupnosti v Sloveniji, nekdaj ste mi pripovedovali, je bilo v Sloveniji več sinagog. Ja, v Mariboru imamo obnovljeno sinagogo, ki je danes, ne more reči muzej, ona je več funkcionalna dvorana oziroma objekt in je končana in dana v versko funkcijo leta 1208, tako da je tretja najstarejša v Evropi, najstarejša je v Pragi, druga je v Dubrovniku in tretja je v Mariboru. Ni v verski funkciji, je pa seveda tudi najlepša, ki je zelo stara in pa lepo obnovljena. Druga je tudi obnovljena, je pa iz 18. stoletja pa v Lendavi. V Ljubljani pa imate verske obrede, verjetno ob večjih praznikih. Ja, seveda, tudi manjši. Tudi manjši? Zato, ker imamo rabina, ki je sicer iz Trsta, ampak kdo je danes, meje ni jih več. No, naš rabin tudi približno tako nekako zgleda. Je ortodoksen seveda in pravi. Je tudi inauguriran pri nas, to se pravi uradno je rabin verske judovske skupnosti v Sloveniji. No, to bi lahko tudi komentiral, zakaj je. Torej imamo molitve v enem objektu, ki smo eno stanovanje večje enostavno opremili z vsem in to je dovolj, a ne, ni nujno, da je to posamezni. In to je celo v velikem enem objektu. Ni nujno, da je sinagoga objekt za sebe. Ni nujno. In je pomembna vsebina in ne oblika. Tole, kar zdaj le kažete, je pa El Aqsa, to je mesto, ker je njihov prerok, muslimanski, ko je umrl, bil je na oslu takrat in je nekako skozi neko skalo šel v nebesa in na tem mestu je, to je v Jeruzalemu, starem Jeruzalemu. Stari Jeruzalem je čudovito mesto. Malo bi se, če dovolite, pa ni mi to običaj pohvalil. Časa nam zmanjkuje. Če mi nekdo oči veže, bom turiste pelil po starem Jeruzalemu. Tako dobro ga poznate. Izredno lepo mesto je stičišče treh vera, judaizma, katolicizma in muhamedanstva ali muslimanov. Izredno lepo staro mesto. Bogato zgodovino, z vero, pozitivno energijo. Slovenci premalo vemo o tej judovski skupnosti, o tem, da med nami, če lahko tako rečem, živite Judje, da jih je bilo nekdaj še veliko, veliko več. Največje število, nekje sem zasledil, je 3000, ampak to je bilo začetkom 20. stoletja, seveda do druge svetovne vojne. Veliko primkov je, pravim, če malo se ozremo, veliko je znanih osebnosti, ne kaže jih tu zdaj razgaliti, naštevati, ki so tudi javne osebe in tako dalje. So, seveda smo. Jaz mislim, in to rad povem, vedno smo bili za državo. Nek Jud je dal ogromno denarja, da se zgradi železnica med Trstom in Ljubljano. Sicer on je s tem plačal, da je dobil državljanske pravice, ampak vseeno je ogromno denarja za ta namen dal in tako naprej. Mislim, da smo vedno imeli pozitiven odnos, kar se seveda tudi, ne vedno, ampak v glavnem dobro reflektiralo tudi nazaj. Gospod Andrej Kožar, še veliko vprašanj mi je ostalo neodgovorjenih. Čas pač prehitro teče in vi imate preveč za povedati. Zatorej bom tukaj naredila piko in vam rekla hvala lepa, da ste delček vaših bogatih življenjskih in delovnih izkušenj delili tudi z nami in našimi gledalkami in gledalci. Hvala. Hvala vam. Jaz sem pa vesel, da sem bil vaš gost tudi zato, ker zelo spoštujem kvaliteto vašega dela. In to odprto in resno mislim. Hvala lepa. Hvala vam.
Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa le še hvala za pozornost in lep preostanek večera v družbi vašega kanala.